Potekal je šaleški derbi med Rudarjem in Celjem, tokrat v nekoliko drugačni vlogi, kajti obe ekipi še vedno v spodnjem delu, obe ekipi celo bojo za obstanek v prvi ligi. Prva kombinacija za Velenjčane, streljal je Mate Terović, tokrat zgrešil, tole lepo priložnost za Rudar. 27. minuta, 11-metrovka za Velenjčane, prekršek v kazenskem prostoru in velika priložnost za domače nogometaše. K žogi je stopil Mate Terović in uspešno izvedel 11-metrovko. Rudar je od 28. minute dalje vodil z 1-0. To je bil še tretji gol Terovića v letošnji sezoni, potem ko je bil že član Velenja, pa je potem odšel v tujino, se vrnil v Domžale in okrepil velenjski Rudar v letošnji sezoni. Do konca prvega polčasa še strel Požega, a streljal je naravnost v Čretnika in zapravil lepo priložnost Celja. Kot zadnji pa je meril še Čirjak, tokrat odlična obramba Čretnika, ki je rešil velenjski Rudar, ostalo je pri velenjski prednosti. Drugi polčas in prva kombinacija za goste, tokrat je meril De Souza, ki je zadel na tekmi proti Domžalam, a izkazal se je Čretnik in gola tokrat ni bilo. Nato so Celjani želeli 11-metrovko, Kocić naj bi igral z roko, a 11-metrovke tokrat za Celje ni bilo. 6. minuta nadaljevanja, še en strel De Souze in še enkrat obramba Čretnika, ki je imel tokrat kar precej dela. Celjani nevarnejši v teh momentih tekme, tokrat je meril tudi Čirjak, odlična obramba Čretnika, ki je rešil velenjski Rudar in še naprej domače ohranil prednosti. Nato je prišel še najpomembnejši moment tekme v zaključku, 11-metrovka za Rudar, prekršek Kotnika nad Lotričem, 11-metrovka za domače nogometaše, direktni rdeči karton je dobil še Blaž Vrhovec in moral predčasno z igrišča. Novopečeni reprezentant Slovenije je bil izključen zaradi ugovarjanja. Drugi stopil je Terović in zadel 11-metrovko, Rudar je vodil 2-0 in s tem bržkone že odločil zmagovalca na tem šaleškem derbiju. To je bila hkrati še zadnja akcija tekme, priložnosti več ni bilo, na koncu Rudar Celje, pomembna zmaga za Velenjčane v derbiju proti Celjanom, na koncu 2 gola prednosti in nove 3 točke. Ja, sigurno, zelo pomembne točke, da smo prekinili ta niz 2 porazov. Ampak danes se je vseeno videlo, da je pomembnost tekme res velika, zato nismo dominirali v igri. Vem, da lahko boljše igramo, ampak fantom vse čestitke za pristop, za borbenost, za hotenje. Jaz verjamem, da bodo prihajale boljše igre, ampak najbolj važno je, da smo zmagali in da so ostale točke doma. Moram reči, da premoč, ki smo jo kazali skozi celotno srečanje, enostavno nismo znali vnovčiti. Že v prvem polčasu smo bili bistveno boljši nasprotnik, vendar če ne streljaš po golu, enostavno ne moreš dati zadetka. Prvič smo udarili po golu v zadnji minuti prvega polčasa. Predtem, tako kot ste dejali, prijeli zadetek iz prekinitve, iz kornerja, pa potem najstrožja kazen. Tudi v nadaljevanju podobna slika. Moram reči, da smo res bili enostavno boljši nasprotnik danes. Imeli tudi nekaj priložnosti, vendar v ključnih momentih ne znamo se umiriti in biti natančni ter zadeti. Potem je seveda sledila še ena podobna situacija, najstrožja kazen, 2-0 in na koncu poraz, ki nas je pahnil v težke vode, tako da bomo res v nadaljevanju morali biti kar dobri. Že v sredo nas čaka težek nasprotnik in enostavno zmaga je nujna.